Jih bom kar pustila, da zdaj še vsi krasni predavatelji še nek zaključek naredijo, tako da beseda je vaša, Vesna. Hvala. Zakaj pa jaz? Kakšne luči, sploh vas ne vidim. Tako da. Če bi luč požgali. Bomo pa. Hvala še enkrat vsem, da ste prišli na ta naš dogodek, na naše zborovanje. Dali smo mu naslov zborovanje, ko smo iskali slovensko besedo. Zbrali smo se, čeprav danes ima mogoče malo čudno konotacijo, ampak dajmo se spet zbirati, zborovati in pogovarjati. In da najprej dam besedo vam, ki ste tukaj pisali zapiske, da ne boste rekli, da smo vas spustili, bi najprej vprašala metoda, da bolj pojasni besedo odgovornost. To je vprašanje iz publike. Beseda odgovornost izhaja iz odgovora. Ne? Iz odgovora, jaz bi jo členo odgovornost, ne? T kot stanje, se pravi, da ti z govorom nosiš, si odgovoren za nek red, ki ga sporočaš. To bi rekel. In nos je pa zanimiva beseda zato, ker imamo mi nos, skozi katerega vdihujemo in izdihujemo. Ne? In črka N pomeni nihanje, os je pa os. Tako da je nihanje osi, ne? In tako da smo v bistvu mi kot osebe nosimo odgovor za to, kako naša os niha. Ne? Torej, smo, kako bi rekel za drugo besedo, odgovorni. Da nosimo težo tega, kar se dogaja v nas. Da vzamemo odgovornost, ko izražamo to, kar smo. Tako nekako. Če jaz nadaljujem kar s tem vprašanjem naprej, ne samo kot razčlembo stavka v besedi, kako pa vi, kako pa mi, ki smo se odzvali nekim klicom nekega raziskovanja, predniških linij in drugih, čutimo to odgovornost sami in kako čutimo odgovornost današnjega človeka v prostoru in času, v katerem se aktualno nahajamo. S kom začnemo? Z Andrejo? Ja, če jaz se razmišljam o svoji odgovornosti v zvezi z recimo s to temo, s katero sem prej govorila, mislim, da so nekatere stvari, ki so nam bolj ali manj pomembne, in v mojem primeru sem prej rekla otroci in zemlja, tukaj čutim posebno odgovornost, osebno, in sicer, da sem vpeta v to, da je na tem področju pa res dobro in da tu lahko naredim nekaj, da bo tukaj dobro. In ko se pojavi situacija, ne morem zamižati pa reči, vse to se pa mene ne tiče. Mislim, da je odgovornost v tem smislu da se odzovem na to, kar se v meni poraja kot pomembno. Isto vprašanje. Isto, za vse. Vsak človek ima določen smisel življenja. In na tem svetu je zato, da prispeva nekaj k skupnosti oziroma da nekaj prispeva človeški vrsti. Zdaj, vsak človek sigurno nekaj prispeva. Že zato, ker se poroči, ker ima otroke, pa prispeva zato, ker prideluje hrano, pa jo drugim da. Skratka, da ne bom našteval, skratka, vsi ljudje nekaj prispevajo k naši civilizaciji, k naši vrsti. Zdaj, jaz pa sebe gledam tako, da pač se ukvarjam z zadevami, o kateri sem prej predaval, s temi zadevami se ukvarjam in jaz mislim, da te naprave oziroma to znanje lahko koristi človeški vrsti in se čutim odgovornega, da
to znanje delim z drugimi in da te naprave delam in jih pač prodam v prostor. Slovenci smo drugačni kot ostali narodi. Jaz pravim, da smo izvirni. To izvirnost so ustvarjali naši predniki. In jaz mislim, da smo odgovorni, da to izvirnost ohranimo tudi naprej. In ta izvirnost se kaže tako, da naša miselnost, jezik, kultura, način življenja in kraj je v bistvu nemanj potujčen. To se pravi, mi najlažje najdemo svojo pot, svoje korenine nazaj. In jaz mislim, da je odgovornost to, da res ohranimo to povezavo še za nazaj in za naprej za naše potomce. Kot je gospod Franc prej povedal, je nekaj, kar pokliče, ima namen, ki je na meni, kot sem prej rekel. In ko gledam svoje življenje nazaj, sem vedno zadovoljen, ko vidim, da se krog sklene. Ne? Tako sem se z glasbo ukvarjal, ampak na odru se ta krog ni sklenil. Ampak če ne bi bil na odru, ne bi razumel odnosov, če ne bi se z glasbo ukvarjal, ne bi razumel odnosov med toni. Ti odnosi med toni me ne bi vodili do drugega področja, ki je potem pripeljal do slovenščine in potem se pa spet vse zaključi v neki glasbi. Tako da jaz vidim to v prvi vrsti kot odgovornost do samega sebe, do poti, ki nekako nudi največji vpogled v neko univerzalno polje, od katerega potem lahko imam tudi jaz nekaj ali pa tudi tisti, ki mu je to blizu. In zato pa je to najboljše ujet v nekem izdelku, ki je še vedno knjiga, je tista najbolj univerzalna, ki to prenese. Frekvenca najbolj upočasnine, kot si prej povedal. Ja, da še jaz mojo misel na to temo dam. Pred časom sem imela nek uvid o Slovencih in o tem, kako neobteženi smo zgodovinsko, ker nimamo ne karme zavojevanja, ne političnega, ne vojaškega, ne religijskega, ne nobenega. Nimamo karme nekega predatorskega izkoriščanja in kolonizacije. In sem imela kar nek občutek, kako se Slovenci imamo pa dosti svetlo prihodnost. Potem je pa ravno ta teden, ko smo se pogovarjali z eno prijateljico, ki zdaj že dve leti živi na Portugalskem, in je rekla, Slovenci imamo grozno temno karmo, ne? Ni nič povedala naprej, ampak mi je dalo za misel. In ta vprašanje zdaj o odgovornosti, ne? Kakšna odgovornost je zdaj na nas? To vem, da je tu na našem prostoru ogromno varuhov znanja, takih in drugačnih, zavednih ali pa nezavednih. Ampak naša odgovornost je zdaj lahko v tem, da ko se prebujamo, ko se vsak od nas prebuja in ko se sooča s tem, ali naj stopi v javnost, ali naj se izpostavi in je ob tem lahko tudi zasmehovan, odrinjen, zgublja prijatelje, karkoli. Naša odgovornost je točno to, kar pravijo aboriđini, prej si govoril staroverski oziroma staroselska ljudstva. Aboriđini iz Avstralije pravijo, nekako tako približen, prijetno je nekaj časa hoditi v ozadju. In dopustno je pomešati se v sredino, ampak pride čas, ko mora stopiti naprej in voditi. In mislim, da je naša odgovornost točno to. Vsakega, ki sliši klic, pa kakršenkoli že ta klic je, ali je postavila rodovna posestva, ali se gre biokmetijstvo, ali ustvarja neke nove gospodarske družbe, neke nove oblike poslovanja, ki so mnogo bolj vzdržni med seboj, ki so
temeljijo na poštenju, na enakosti. Mislim, da je to naša odgovornost. Slediti klicu, čeprav te ta pelje na povsem drugo pot. Pa gremo naprej z vprašanjem. Beseda Sveta Trojica. V kakšnem kontekstu bi razložili besedo Sveta Trojica? Zelo enostavno. Pa spet najbolj, da kar vsak na svojega. Ja, to je tisto, kar sem prej razlagal, to je naravni sistem tročan. In gre za 3 potenciale moči in če te 3 potenciale moči povežemo, nastane blagodejno polje za ljudi in za živali. Nekaj blagodejnega iz 3 točk. Zdaj, če to ni sveto, potem kaj če biti, ne more biti drugega, kot samo sveto. No, zdaj, ta Sveta Trojica lahko razlagamo na tak način, verjetno je pa še polno drugih razlag. Sveta Trojica je pač samo eno poimenovanje, ena oznaka iz neke inštitucije, ki v bistvu zadaj pa je trojstvo. Trojstvo je v bistvu najbolj sveta stvar pri vseh prvobitnih ljudstev, pa lahko to vzamemo kot tročan, lahko vzamemo kot krvni tročan, to se pravi, kjer rabiš moža in ženo za to, da se rodi otrok. Lahko pogledamo kresništvo, kjer imamo kresnika, potem kresnike in kresnice in duh, krstnik. Spet imamo trojstvo. Imamo zgornji svet, spodnji svet in ta svet, v katerem mi živimo. V bistvu to je samo povsod. Trojstva je izjemno veliko in pač vsak si ga lahko interpretira tako, kot mu ustreza. Prav pa je pa, da se zavedamo, kaj to je oziroma kaj je zadaj, zato da pač lahko tudi si vsak sam ustvari svoje mnenje, svoj pogled. Mene nagovarja v enem vidiku službenega posla, tale Sveta Trojica ali Trojica, in sicer zelo praktično je vidno, kako je pomemben tretji v primerih mediatorstva. In sicer 2 sta lahko tako strašansko vsak na svoji strani, da preden se prodreš v mediatorstvo med njiju, vidiš, da lahko toliko ostane posameznik v svojem svetu, da ko mu drugi pripoveduje zadevo, ki je dobra, on sliši slabo. In šele ko pride vmes tretji, torej nekdo, ki je zaprošen ali pa ki ima to možnost, da stopi v vlogo mediatorja, samo ponovi informacijo, sporočilo, ki ga je podal nekdo, ampak ker ga ti poveš, ga on sliši drugače, kot ga je slišal prej. Se pravi, v konkretnih situacijah konflikta ali 2 polov je tretji lahko izjemno blagodejen in odrešujoč. Zanimivo pri slovenščini je to, da slovenščina v trojnosti vidi trdnost, v četvornosti pa tvornost. Četvorno je tvorno. Zato, ker če tako pogledamo, se trojno vedno dogaja v četrtem. Kot je človek, tudi je sestavljen iz telesa, z čustvene dimenzije in z razumske dimenzije, ampak četrta je pa zavest, ki to drži v ravnovesju. Tako imamo tudi očeta, mater in otroka in imamo družino. Družina je tisto četrto. Če koncepta družine ne bi bilo, potem te trojnosti ne bi bilo mogoče spostaviti. Četrto omogoča trojno in trojno se izraža skozi dvojno in dvojno pelje v enost spet. Tako da so te številske kombinacije so zelo zgovorne, zato ker imamo moško in žensko je spol, to je dvojnost, potem je kar se mi zavedamo, je trojno, se zavedamo telesa, čustev in razumskih, se pravi misli, ki jih mislimo. Četrto je pa tisto polje, katerega se v bistvu to je pri nas to četrto
se zamenjuje pogosto med zavestjo in zavedanjem. Ne. Zavest je polje, ki je praznina, ki je ničla, ne. In v tej se tvori pa vsebina. In mi se zavedamo vsebine zavesti in potem pogosto se zamenjuje, da se nekaj zaveda ali pa je to imamo v zavesti. Ne. Tako da to četrto je tako zmuzljivo, skrivnostno, ampak to četrto daje sebi trdnost skozi trojnost. In beseda sveto je zanimivo, zato ker je svet v slovenščini in vse je to. Vse, kar je sveto. Ne. In takrat, ko si ti vse to, potem je vse sveto. Zdaj, ko človek postane vse to je spet ta enoslovenska, ki se potem to četvorno združi pa v ena. Tako da so te številke 1, 2, 3, 4 so med sabo zelo povezane in tvorijo eno strukturo, ki eno brez drugega verjetno ne gre. Tako da trojstvo je en del vseh teh možnih razporeditev. Ja, jaz bom pa kar še enkrat ponovila tisto sveto trojico, ki sem jo že izpostavila, da je kar na tem nivoju človeka. Imamo svet mentala, kjer se ustvarjajo misli. Ti moraš imeti vizijo, ti si moraš nekaj zamisliti. Tako kot vsak razvoj gre tako. Razvoj izdelka, razvoj storitev, razvoj neke ideje. Nekdo mora imeti vizijo. Prvi del. Drugi del je čustva. Čustva, občutenje. Mi smo v tem svetu tretje dimenzije, sem smo poslani zato, da občutimo, da čutimo razlike med svetlobo, temo, med dobrim in slabim, da čutimo dvojnost v vsej pestrosti pojavnosti. Ampak če smo samo v vizijah, vizionarji, se ne zgodi nič. Če smo samo v nekem čustvovanju, se ne zgodi nič. Skratka, če samo molimo, če samo meditiramo, se ne zgodi nič. Rabimo tretje in to je akcija, delovanje oziroma notranja moč. Ne? In zame je to sveto trojstvo. Misli, občutke, skratka aktivacija, spremeniti v dejanje. Naslednje vprašanje, mislim, da je najbolj za metoda in sicer kakšno vlogo imajo slovenska narečja. Pa če sam pogledate, imamo tukaj Primorca, imamo tukaj Štajerko, imamo tukaj Gorenjca, imamo Prekmurca, ne, in Dolenjko. Mi smo že manifestacija tega vprašanja v praksi. Zdaj pa še metod, da poveš pa še strokovno. Narečje že samo pove, da je reka, ne, da je reka mejnik med narečji. Ne. In vsako narečje ima določene rešitve. Recimo, Primorci rečejo roki reka, ne, reka, in če rečemo gorko, potem Primorec ve, da je to daš gor reko. Ne. Gor reko se pravi, da je še površina toliko topla, da še roko lahko imaš zgoraj. Ne. Recimo prekmurščina, ko sem prej omenil, je edino narečje, koliko poznam, ki črki v pripisuje v in noter. Ne? Slovenščina je samo noter. Če Prekmurec reče ide en ge v, pomeni, da greš ti ven in te noben ne bo vprašal, vsi vejo, da ne boš noter. Ne? Če pa gre Prekmurec od zunaj noter, mora pa reči, kam gre. Ne? Ali gre v hišo, ali gre v klet, ali gre mora opisati. Ne? Tako da izgleda, da je primarno iti ven. Ne? Ampak to pa za sabo prenese zelo veliko spremembo. Ne? Recimo v besedi os v obod iti, ko je os osebe lahko gre v obod ali pa ven iz oboda. Ne? Se pravi, da je še ena stopnja, ki jo odpirajo narečja. Tako da bi bilo najboljše poznati vse. Ne? Vsa narečja, Prekmurci rečemo tudi, recimo, ne rečemo mir, ampak mer. In imamo besedo jeziti se, pomeni čemeriti se. Ne? In to je beseda če mir iti, če mir odide, potem se jezimo. Ne? Ali pa za mer iti. To ima slovenščina, ima prekmurski izraz, ne, v sebi, zato ker reče mer. Ko gremo iza miru, je potem zamera. Tako da
pač škoda, da ne poznam vseh narečij, ampak tiste, ker sem prišel v stik z njimi, je vsako dalo zelo lepe rešitve v razumevanju določenih slovenskih besed. Skratka, v šole pri slovenščini ločiti literaturo od slovnice in k slovnici dati zraven še besedotvorje in narečje. Zdaj pa še eno četrto vprašanje, ki je bilo tukaj, če ima kakšen odgovor. Ali veste, da je v našem grbu trojna šestka? A boš pa ti probal odgovoriti na to vprašanje? Vprašanje, če je res, trojna šestka pomeni Satan. Sej verjetno je bilo na ta način zamišljeno vprašanje. Simbolika. Če pa ne, pa gremo naprej. No. Ne, samo da sem prebrala vse vprašanja, da ne bo kakšne zamere iz publike. Zdaj pa mogoče eno vprašanje, ki ni bilo čisto povezano s predavanji, oziroma ni bilo vključeno, ampak sem te vprašala, če lahko te vprašam. Ne, saj si mi že prej odgovoril. Poleg vsega, kar raziskuješ, Simon, raziskuješ tudi rastline moči oziroma gobe. Gobo si omenil prej v kontekstu pomena Boga, pa si omenil gobo kot te micelije, podgobje, s katerimi se povezujejo drevesa. Meni je bilo zanimivo, ko sem ni dolgo nazaj, mogoče 2-3 tedna nazaj, brala o tem, da nobeno senme ne uskali brez gljiv. Skratka, življenje brez gljiv se ne razraste. Ne? In potem sem gledala, ko sem kalila semenovke, res, ves čas jih moraš prati, ker so skozi gljive. Ne? Skratka, ta gob, Bog, je zelo povezan z življenjem. Tebi bi povprašala, če lahko kaj poveš o rdečih mušnicah in uživanju tega. Vse, kar vemo od rdeče mušnice, je ta prvo treba pozabiti. Druga stvar pa je, da moramo postaviti v ustrezen kontekst. Žal je tako v naši družbi, da se potegne ena stvar iz konteksta ven in se to izpostavi oziroma napihne do onemoglosti in se v bistvu vse celotna zgodovina izgubi. Gre se za to, da rdeča mušnica je bila sveta rastlina naših prednikov tukaj vsaj od zadnje ledene dobe naprej. O tem je veliko pričevanj, tudi kar nekaj zapisov. Gre se pa za to, da so jo uporabljali v kresništvu, torej ni bilo tako, kakor mi danes to dojemamo, zadevanje oziroma umik pred težavami, ampak je bilo v bistvu uporaba, kakor sem jaz do zdaj dojel, na dva načina. Ena je ta, da so jo uporabljali vsi ljudje v mikrodoziranju, to se pravi v zelo majhnih dozah, in ko uporabljaš mikrodoziranje, ni nobenega problema z nobeno smrtnostjo, z zastrupljanjem in tako naprej. Je v bistvu to je to, ne? Majhen strup, močen strup je v majhnih dozah. In kad ti majhno dozo užijaš, v bistvu ta strup se pretvori v zdravilo. In je v bistvu to eno najboljših zdravil, kar more biti, ker deluje inteligentno. Jaz dolgo nisem razumel, kako lahko mušnica na tak način deluje, ker v bistvu ona prepozna, kakšno težavo imaš ti v telesu in v bistvu tako tudi se odziva. To se pravi, na vsega posameznika deluje drugače. Čeprav ima ta isto mikrodoziranje pa isto gobo. To sem dojel
ene par mesecev nazaj na televiziji je bila ena francoska oddaja ali nam vladajo gobe. In tam so se znanstveniki spraševali, kako lahko gobe toliko vedo, da v bistvu one krojijo naše življenje. Ker, tako kot sem rekla, gobe so čisto povsod, v bistvu tudi naše telo je sestavljeno iz gob. Bile so prve, niti ne vejo, a so živali, a so rastline, pač gobe so neki vmes, ki so prišle iz morja in so v bistvu bile prve kopenske rastline ali živali, ne vem, kako bi to rekel. Posebno kraljestvo življenja. Ja. Poleg tega so pa z micelijem povezane med sabo in z drevesi in v bistvu tvorijo en neverjeten internet, po katerem si delijo hrano in informacije in v bistvu komunicirajo med sabo. In tle je ta inteligenca, to se pravi, one znajo prepoznati, kaj se dogaja v naravi in se tudi na to odzivati. In prepoznajo, ko ima drevo oziroma rastlina težavo, ji znajo svetovati oziroma ji znajo pomagati. In rdeča mušnica ima pač eno tako sestavo alkaloidov, da v bistvu, če bi jih pojedel nenormalno količino, je lahko to nevarno, ampak v isti primer je, če popijete liter šnopsa ali pa kakšna druga stvar banalna, ne, mislim, tle so banalnosti, v banalnostih lahko tekmujemo. Gre se pa za to, da ima en zanimiv razmerje alkaloidov in v bistvu z mikrodoziranjem pa z sušenjem lahko to spremeniš v točno tako sestavo, kakor ti potrebuješ, kakršno izkušnjo potrebuješ. Bile so dva glavna področja, ki so jih uporabljali. Ena je bila ta, da so s tem lajšali, blažili bolečine, pa to se pravi, odpravljali utrujenost pri fizičnem delu. Tudi fizična moč so s tem povečali, zato da so lahko upravljali določena dela. To je Dario Cortez znal povedati, da so imeli dozo, ena doza za človeka, 3 pa za konje. In enkrat se je en možakar zmotil in je zase vzel konjsko dozo. In pravi, tisti dan je konje pustil v štali in je sam vlekel hlode iz gmajne domov. In se sploh ni zavedal, kva dela. To zbrav, potem tiste grajenje piramid, to zgleda v drugem kontekstu. Ljudje so znali izkoristiti, pa ne v slabšalnem pomenu, ampak znali so izkoristiti moč narave, ki jo nudi, da so jo uporabljali v pravilne namene. Ta drugo uporabo, ko so jo pa uporabljali, pa to, da so šli lahko, prvič, da so se pozdravljali, drugič pa, da so lahko prišli v spremenjeno stanje zavesti. To spremenjeno stanje zavesti pa tudi danes popolnoma narobe opisano, ker moje dojemanje je, da mi smo zdaj trenutno v spremenjenem stanju zavesti. Ker to, kar mi se odzivamo, to, kar mi živimo, to je odraz družbe, to je odraz našega ega, to je odraz pomanjkanja ljubezni v nas. Torej, ko ti vzameš sveto rastlino, v bistvu prideš šele v stik s samim sabo in svojo dušo. Takrat šele vidiš, kdo si. Takrat šele čutiš, kaj si. In jasno, da to družba taka, kot je, tega ne želi, zato so pač tako etiketirali in zato je toliko drame okoli tega, ampak kdorkoli se hoče vzeti čas pa to pogledati, v bistvu se vidi, da je, tako kot sem rekel na začetku, pozabite vse, kar v tem piše, ker ne velja. Super. Hvala, Simon, ki si tole z nami delil. Zdaj pa tebe, Franc, vprašala, če lahko z nami podeliš kakšno uporabno zgodbo oziroma primer, kako se te modrosti in stara znanja, ki so jih naši predniki obvladovali in ves prostor temu primerno
dopolnjevali, ti to nadgrajuješ v tehnične izdelke. Kako pa to v praksi? Zadnjič smo se pogovarjali in si kar nekaj primerov iz Primorske povedal, tam iz Kopra, pa o zvonovih, pa o šoli. Mogoče kakšen primer poveš, da vidimo, kako lahko danes uporabljamo to v praksi in kako so ta stara znanja še zelo, zelo uporabna, sploh zdaj v času 5G in podobnih stvari. Ja, zelo veliko je tega, bom probal malo bolj na kratko povedati, ker si ravno omenila zvonove. Namreč v praksi je tako, da se v kovino zapiše polje iz okolice. In danes se dela cerkvene zvonove tako, da se najprej stali kovino v električni peči in se pol ta bron oziroma kositrov bron ulije v kalup. Ker je pa kovina staljena v električni peči, se v kovino zapiše elektromagnetno sevanje, točno tako kot recimo je pod daljnovodom. In ko pride ta zvon v cirku in začne zvoniti, oddaja zvok, ki ima enako energijo kot elektromagnetno sevanje pod daljnovodom in zaradi tega ljudje okrog takih zvonov, ne okrog vseh, ampak okrog takih, ki živijo v bližini zvonika, zbolijo ali znorijo. No in to je opazil en gospod, ki je bil kolavdator za zvonove, se reče služba, ki je določena iz strani škofije in plačana iz strani Ministrstva za kulturo, ti osnovni prispevki. No in on je želel to spremeniti. Zdaj, to bi rekel, se lahko spremeni na enostaven način, da se pretali zvonove, samo to je zelo drago. In je našel metodo, da se zvon samo segreje na določeno temperaturo, tam, kjer se zgodi prekristalizacija, in je segreval te zvonove v polju, ki ne more biti drugače narejeno, ker pač tako delujejo duhovne zakonitosti. To polje smo na enak način napravili, kot so ga napravili staroverci. To se pravi, napravili smo tročan iz skal in napravili smo dvojni tročan iz vode in iz kamnov. No in v teh poljih je on segreval zvonove in ko jih je ohladil, to proces je trajal 3 tedne, počasi segreval, nekaj časa držal na tej temperaturi in ohladil, so imeli zvonovi blagodejni zvok, tako da, ko je delal poskuse, recimo to se je dogajalo v Vipavi, so rekli, a ne boš več tolkel po zvonovih, ker tako lepo zvonijo. No in on se ni, bi rekel, zadovoljil s tem, zaradi tega, ker so v cerkvi ponavadi ni samo en zvon v zvoniku, ampak so 4 in je bil tudi glasbenik in je želel, da ti zvonovi med seboj ubrano zvonijo, to se pravi, ko zvonijo vsi 4, da se sliši melodija, ne, da eden zvon fuša napram drugemu. To pa ni tako enostavno, zaradi tega, ker osnovni ton, ton zvoka je pri zvonu določen z spodnjo debelino, tam kjer se izteče in je tam najdebelejši del zvona. In s tisto debelino se regulira ton. Zdaj, če ton ni prav, ponavadi se ne da vliti, da je točno. Če zadene za pol tona, je to zelo dober zadetek. Potem je pa treba tisto brusiti cel teden, da se stanjša, da dobi pravi ton. Potem je pa on to prišel do enega zaključka, da je vgradil v polje pravi ton, ki ga je narekoval dvojnemu tročanu. Dvojni tročan je narejen iz potenciala ogenj in zemlja in ima 2 vodi, dva potencijala voda. Za ta 2 potencijala v znamenju vode smo dali kar
stekleno posodo, v kateri je bila nalita voda. In potem je on z glasbenimi vilicami povedal tej vodi, kakšen ton naj ohrani ta voda. In ta voda se je zapomnila natančno določen ton, ki ga je nastavil na glasbenih vilicah, in ko je začel, seveda ta dvojni tročan je bil tako veliko polje, da je prišlo na tisto območje, kjer smo segrevali zvonove. Zvonove je segreval en teden in potem je en teden držal na tej temperaturi in potem je to počasi padalo. In ves čas je ta voda v dvojnem tročanu se zapomnila to informacijo in ko je to podaril vse skupaj in zvon obesil, je bil zvon, ne da bi ga brusil, je imel natančno isti ton, kot je bil zaigran na glasbene vilice. To seveda ni nikjer napisano, ni nobenemu povedano, zdaj prvič razlagam vam, kako se je to doseglo. Seveda je bila ta zadeva taka, da se je razvedelo, da uporablja pri tem poganske metode. In je bilo to zelo narobe, so nastali problemi, ne bom šel v podrobnosti. In na koncu, ko je pač uglasil vse zvonove, ki naj bi v cerkvi v Vipavi zvonili, ko je bilo vse darjeno, so ga suspendirali in zdaj ni več kolaudator za zvonove. In so tja dali enega duhovnika, ki je pač prijazen duhovnik, kakor se gre, ampak nima pojma o glasbi, nima pojma o metalurgiji in nič ne ve o tem, kar sem zdaj razlagal. In to je ta zgodba. Zvonovi so pa? Ja, zvonovi so pa gor in so prav narejeni, ker pač bi jih bilo treba pokvariti, ampak ta jih ne zna niti pokvariti, ker ne ve, kako bi se jih lahko pokvarilo. Ampak mi smo, se reče, on je skupaj s skupnimi močmi, to smo delali 3 leta, smo pogruntali tehnologijo, kako popraviti vse zvonove na svetu, ne v Sloveniji, ki z svojim zvokom ubijajo ljudi v okolici zvonika. Ti zvonovi so pač vsi tisti, ki so bili uliti po 2. svetovni vojni. Ker prej so pa ulivali zvonove drugače in ti zvonovi so imeli blagodejno polje, ko so zvonili. Samasa je delal te zvonove, to je bil družina Samasa, so bili največji strokovnjaki za izdelavo zvonov. Skratka, rešitve so, ne glede na to, kako pokvarjen in sesut je že naš svet, rešitve so, ne? In iščemo jih lahko na mnogih krajih, skratka, na drugih, kjer so problemi nastali. Zdaj pa še tebe, Andreja, za konec, preden mi bo tamle Klementina pomahala, da smo že zaključili. Vprašala o megalitih. Zadnjič, nedolgo nazaj, kako ne 2 meseca, smo tam po Žusmu hodili z daskom in s kompasi in iskali načine merjanja sončnih vzhodov, zahodov. Tako, ko hodimo po svetu in gledamo velike megalitske postavitve od Stonehengea do Tivanaka, potem v Južnoafriški republiki ta Adamov koledar, povsod vidijo astronomske načine merjanja, ki so jih imeli naši predniki. Pa očitno zdaj prihajamo do tega, da so tudi naši predniki tukaj imeli neke tovrstne postavitve, ki jih moramo še odkriti. Lahko mogoče o tem, kaj se je že začelo in kakšni so načrti za naprej na Žusmu. Ja, to idejo je prinesel Matej Dasko. On je raziskovalec, ljubiteljski, sodeluje z arheologi in on sicer pravi, da išče zelo te eksaktne metode, namreč, če ti meriš s kompasom, kar si zmeril, lahko vsak zmeri 10-krat in poskuša dejansko, pač zdaj je ideja ta, da se učimo na teh megalitskih lokacijah, tisti, ki se zanimamo za te zadeve in želimo, da bi se pridobivala nova znanja, da se preprosto naučimo, kaj na kompasu, katera številka na kompasu označuje poletni sončni preobrat, kam mora, torej na katerih stopinjah pride poleti sonce gor ali pa dol.
in pa po zimi, pa ob enakonočjih. In ko ti nastavljaš, ko meriš reže, predvsem gre to za reže ali za stene, ali tudi za postavitve grebenov. Grebeni so manjši kamni v liniji, ki povezujejo megalitska območja. Recimo to je zelo dobro na Orionu vidno. Pri nas je delno vidno, delno so pa ti kamni že pobrani zaradi kmetovanja, ampak v enem delu se vidi. In ko ti postaviš kompas po tisti liniji, pač iščeš, ali se bo ujel tam sončni žarek, ko bo na poletni sončni preobrat sonce vzhajalo, ali se ne bo. In na Žusmo je ena zelo pomenljiva lokacija, ki mi pač rečemo zdaj križ, zaradi tega, ker deluje kot taki, v bistvu kot križ, ima 4 dele in noter hodiš po prostoru križa. In v tisti križ imamo ujeto sonce po zimi in ob enakonočju. Tako da prve zadeve smo že našli. Super. A zdaj pa Klementina tamle kaže, da imamo še slabe 3 minute, pa ravno dovolj, da vsak še zaključno misel poda. Razen, če boste tukaj sedeli še 2 uri, pa nas poslušali. A začnemo kar z metodom? Danes mi je bilo najlepše poslušati. Ne? Govoril sem pač to, kar sem moral, ampak poslušati je bilo pa res zanimivo in kar me je navdušilo je to, da je vsak govorec je imel en svoj zorni kot, ki se na videz mogoče razlikujejo, ampak izvirajo iz nekega skupnega izhodišča, kar pomeni, da je toliko zornih kotov, koliko je tudi raziskovalcev, in če vsi izhajajo iz nekega skupnega izhodišča, je to povsem združljivo. Pa sem pa kar navezal na te, bom nadaljeval. To je naše bogatstvo. Naše največje bogatstvo je ta raznolikost. Od narečij, od znanj, ki jih imamo, od modrosti, ki jo vsebuje vse to. To je ključno, da pogledamo iz različnih pogledov, iz različnih strani, neobremenjeno, brez dogem, in potem vsak sam zase najde po svoji vesti tisto, kar čuti, da pripada, tisto, kar čuti, da mora narediti, tisto, kar ga tudi pokliče v končni fazi. Andreja? Mogoče bi za konec rekla, da glede na to, kar smo tam videli, tisto množstvo, zdaj ne vem, kako se reče, tistemu krogu, ko so si nasprotja in se to da vse v sredini osredotočiti in tam je ljubezen. To mi je, tisti krog mi je tako zelo resonira z sporočilom teh domorodnih Sibircev, ki pravijo, bogovi smo, saj smo vendar otroci Boga, ustvarjeni smo iz vsega, kar v vesolju je, ničesar nikjer ni, kar ne bi bilo v človeku, in v človeku so različna nasprotja. Samo človek je zmožen, da ta nasprotja uravnovesi v sebi, in ko ta nasprotja uravnovesi v sebi, doda navdih, ki ga ima od stvarnika, in on je veliki ustvarjalec. Želim si zase in za vse, da bi odkrivali to pot Božje poti lastne, da bi uravnovešali množstvo nasproti v sebi, postajali vedno bolj ustvarjalci, namesto da razdiramo ta lepi svet. Ja, jaz mislim, da je današnji čas in naše življenje v tem trenutku srečno ali nesrečno, naraj bi videli, da je srečno, da to življenje sidra v prostoru in času.
To se pravi, če se ne bi zgodilo v prostoru in času to, kar se je zgodilo, ne glede na to, a to opisuje zgodovina ali ne, mi danes ne bi tukaj sedeli. Zaradi tega je zelo važno, kako mi raziskujemo čas in prostor. Ja, jaz bi zaključila s tem, da modrost je most. Tako je tudi nadnaslov tele naše knjige in ves čas smo se pogovarjali o modrosti. Če ste opazili, se nismo pogovarjali o znanju, ampak o modrosti. In ena ključnih modrosti spoznanja je, do katere se počasi dokopavam. Na racionalni ravni že razumem, ampak se dokopavam, da je ultimativno spoznanje razuma, da smo nič. Tako kot si prej govoril, nič in vse o, ultimativno spoznanje razuma je, da si nič. To je tudi končni cilj različnih meditacij, priti v prostor oziroma v trenutek tišine. Ampak na drugi strani je pa ultimativno spoznanje srca, ljubezni, da si vse. In smo spet v krogu. Ko si nič in hkrati vse, si kreator. To, kar si ti rekla. Spoznajmo, da smo kreatorji. In modrost je most, ki povezuje. Hvala vsem, da ste danes prišli in z nami delili to popoldne. Jaz moram tukaj se zahvaliti Klementini, ki je z mano soorganizirala dogodek, in pa tistim, ki so ta dogodek tako ali drugače podprli. Hvala vsem. Ja, hvala res vsem podpornikom, ki so gor, se pravi ZKD, Grosuple, potem Gaber Servis, seveda tudi občina. Brane, hvala za snemanje, hvala Luka Topuš, to so strici iz ozadja, ki se ne vidi, ampak hkrati zelo pomembno, če njih ne bi bilo, ne bi bili tako razsvetljeni, a ne? Tako da imam nekaj za vas, tukaj ena zahvala. Seveda zahvala tudi vsakemu izmed vas, ki ste prišli z vseh koncev, tako da samo malo. Svetličarna Zvonček iz Šentvida je tudi prispevala, ker se mi zdi, da je treba zaključiti tudi z neko tako rožico in se mi zdi, da smo tudi simboliko zelo lepo zbrali, ne? Tako da sončnica, sonce, lahko bi še govorili, bom kar nehala. Evo, tudi tebi. Hvala. Tebi. Hvala. Hvala. Še nekaj. Če nimate zbornika, ga imejte tam. Hvala tudi vam, ki ste prišli. Hvala. Tako, zdaj pa do 8 še veselo druženje in pogovarjanje, če pa kdo zmore, pa do zore.